In hvala vam za ta nagovor državljanom. Močno vas čase krize sem vse ministre, da se njihove najožje... To so pa jezni. Ne človeku, ki gre v zapor, neseš rože. Jo, barabe. Danes bo malo bolj zabaven video. Govorili bomo o narodnem heroju, o očetu Slovenije, o velikem bojevniku in to je gospod Janez Janša. En aplavz, prosim. Tako, malo bomo pregledali njegove tweete, malo bomo reagirali na video, ki ga je posnel včeraj pri včerajšnjem o situaciji glede korone in kjer se zahvaljuje bla bla bla, en velik bla 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 je ta video. Malo bomo govorili o tem, kar je naredil, zvišal plače bla bla bla, pridemo do tam. Malo bomo govorili o situaciji Patria, kjer je odsedel na Dobu in o njegovih zvestih oboževalcih, pravih zavednih Slovencev. Ti bi pa radi iz mene staro kravo ne upal Janšo zaljubljeno. Dajmo prvo povedati, kdo je gospod Janez Janša. Gospod Janez Janša je politik, domoljub, velik domoljub, star je 61-62 let. Trenutno je predsednik vlade, predtem je bil že dvakrat predsednik vlade, prvič pa je bil predsednik vlade leta 2004. Tako je. Vmes je bil tudi minister za obrambo, pa predsednik Evropskega sveta, bla bla bla. Sedel je v zaporu. Ampak to je samo v Sloveniji. Kaznovan je bil. Na Dobu je sedel in ti bi predsednik vlade. Jaz sem bil kaznovan, ker sem kršil javni red in mir in ne morem biti reševalec. Vse, ker imam status kaznovanega. In moj dosje ni čist. On je predsednik vlade, ker je sedel v zaporu. Ampak okej. Kot sem rekel, znanje tudi potem afere Patria. Patria je tisto vojaško vozilo, oklepnik, kako mu pravijo. Bil je vpleten v korupcijo, sprejel je podkupnino, v glavnem gre se o koruptivnih zadevah, se pravi, evo ti pare, ti boš to, evo tebi pare, ja čo to, daj. V igri je nekih 900 000 evrov. Odsedel je celih 176 dni, to je nekaj malo manj kot pol leta, bogi, in plačati je mogel kazen v višini 37 000 evrov. Fuck. Po mojemu je socialna pomagala. Ja, in tukaj, ko je Janša odšel v zapor, so se začele dogajati meni najljubše stvari v politiki. Njegovi zvesti oboževalci. To je nekaj najlepšega. In dajmo malo pogledati tiste ta prave. Čeprav je zadeva stara že 6 let, ampak this shit never gets old. Pa začnimo. Pa gremo prvo pogledati, kako je izgledal njegov sprejem, ko je moral v zapor. Janša! Evo ga. Ampak pogledajte, kakšen oder so naredili. Kot na tistih vaških veselicah, ko se pripelje tovornjak, se dvigne cerado in to je oder. In točno tak oder je imel s temi nageljčki v roki. Pravljico, bratje, čmo zapit, Bog našo. Za himno bi lahko izbrali boljšo vokalistko, to se strinjam, ampak najbolj me fascinira to odzadje, neke deske, cerada, od tovornjaka, ful svečano, ful častno. No, v glavnem tukaj potem on imel nek govor, ljudje se derejo, Janšata ne damo in tako naprej. Janša bo zmagal, on bo heroj. Jaz ga spremljam 25 let. Gospa, to je 25 let preveč. Vi imate sploh življenje. On bo heroj, on je poštenjak. On je poštenjak. Če gre v zapor, kako je lahko poštenjak? Ni pohlepen. Ne, ni pohlepen. On ne. Ne. On? Pravkar si je zvišal plačo v času krize. On je pohlepen. Obožujem to gledati, to je nekaj najlepšega. Po obrazu vidiš, da bo pizdarja. Samo tenti! Sramota živa! Slovenske države! To so pa jezni. Sramota živa! Da nimamo RTV! Sramota! Hlapci ste! Prasci in hlapci. Kako pa to, da to zaupate gospodu Janši? Veste kaj, ker sem dosti pismen, pa znam svojo glavo misliti. Če bi razmišljal svojo glavo, ne bi bil za Janšo. Evo, zdaj je meni najljubša. Prijanje medije, zakaj imamo vse potvorjeno, samo o teorijah govorijo, zato da ni treba preštevati mrličev. Si predstavljaš, da je to tvoja babica, moraš njeno kosilo. Raje sem lačen do konca življenja. Je podoba in slika SDS-a v Sloveniji. Evo.
tistega, kar se zaprav uničuje. Rekli, kako ploska. To je ona ista gospa, ki sem rekel, da meni ne ljub. Evo jo, še en terier, pitbull. Murgle. Da bi pa prišel en prišnik, pa ga rekel, Janša je krav. To je Slovenija, Slovenija je. To Slovenija je. Prosica je, da ni rekel. Kakšen primitivizem, fuck. Če obsojati. Obsodili so mene, so tebe obsodili. To je pa heroj. Njega so obsodili, medtem ko so Janšo obsodili. Da bi naklonjena, vi bi pa radi iz mene staro kravo neumno v Janšo zaljubljeno. Je pa si zaljubljena v Janšo? Poleg kaj govoriš? Hvala. Prosim. Tisto verigo si snemte, da ne bo zakvit, da ste primitivci. Folk mu je nosil rože. Rože nešeš nekomu, ki umre. Mami za 8. marec. Ne človeku, ki gre v zapor, neseš rože. Grozno. Gremo zdaj naprej. Gremo zdaj malo pregledati njegove stvari. Prva stvar, ki mi je bila smešna, je bila ta. Neokusno, neodgovorno, škodljivo odgovorni na RTV Slovenija. To je delil, vam lahko pokažem kaj. Jih me boli, v tebi so bili kitajski virusi. Meni je ta parodija top, originalna, niti malo zlonamerna, na koncu celo povejo, kaj narediti v primeru, če zboliš, pokličeš zdravnika, ostaneš doma, umijaš roke in tako naprej. Je malo na robu, ampak vseeno, če razumeš humor, ti je zadeva všeč. Ampak to je bilo objavljeno 8. marca. Kaj je Janez Janša objavil 13. februarja na svojem Twitter profilu, pa je to. Opravilno sposobna oseba, ki ne razume šale, je najverjetneje v svoji osebnosti strukturi zlobna, navzven pa zlonamerna. Če se dokoplje do oblasti in vpliva, je nevarna za demokracijo. To je on objavil. Objavil pa je zato, ker je Tanja Fajon delila nek njegov izrek. Janez Janša vmešal se bom v uredništvo Politiko dnevnika. In on je potem delil ta njen tweet in napisal, da tisti, ki ne razume šale, je najverjetneje v osebnosti strukturi zloben, navzven pa zlonameren. In če se tak človek dokoplje do oblasti in vpliva, je nevarna za demokracijo. Gospod Janša, vi ne razumete šale! Se pravi, ste zloben, zlonameren in ko pridete na funkcijo, kjer imate vpliv, je nevaren za demokracijo. In točno to vi delate. Ste na funkciji in ste nevarni za demokracijo. Tako da, to je neka autoironija, ali kako se temu reče, tip je dobesedno sam sebe v 2 stavkih povedal, kakšen je. Sam sem mu tudi pisal na Instagramu, vam bom pokazal screenshot, ker se ga povabil v videoklic z mano na Instagramu. Ojojojojoj. No, tukaj pa je glavna tematika tega videa in to je ta video, nagovor ob epidemiji koronavirus, ker se ga bomo pogledali in reagirali, pa dajmo prvo malo prebrati komentarje. Igor, dragi gospod Janez Janša, zelo sem razočaran nad vašo odločitev o dvigu plač ministrom in sekretarjem. Zato vam sporočam, da od danes naprej nisem več vaš zagovornik in volilec. Namesto, da bi prvo poskrbeli za državljane, da bodo v teh kriznih časih, ko bodo plače nižje, lahko finančno preživeli, da bi SP-ji izenačili z ostalimi zaposlenimi, vi prvo poskrbite za svoje riti. Res žalostno. In tukaj pride na vrsto Lidija. Igor, če ste bili do sedaj njegov oboževalec, ostanite še naprej, on vam bo pomagal! On vam bo pomagal, poklical vas bo in bo rekel, kaj pa rabiš, gospod Igor, 500 €, naprid ti dam. In tukaj je ena taka greznica komentarjev, nerealna. Večinoma so vsi negativni komentarji, se pravi, se ne strinjajo s tem, ker govori, kar je dejansko res. Hvala Bogu, vsaj nekaj ljudje vidijo. Je pa nekaj podpornikov. Vladimir, junaško delo opravljate, vsaka vam čast. Veliko sreče vladi in vsem Slovenkam in Slovencem, kar tako naprej in virus bo premagan. Bog vas živi. Bravo, Vladimir. Aha, tukaj je Marko. Bravo, gospod Janez. Hvala, da ste ažurni in odzivni v teh kriznih časih, da skrbite za naše zdravje. Samo tako naprej. On skrbi za naše zdravje. On je 20 ur na dan na urgenci. On vzema bris ljudem. On se javi na telefon in se pogovarja s pacienti. On skrbi za naše zdravje. Aha, evo jo. Frank, mnogo grdih besed in žalitev na račun tistih, ki v teh dneh resno izpostavljajo svoje zdravje, zdravje svojih najbližjih in morda tudi svoje življenja, da bi nas vse po najboljših močeh reševali. Ponosen sem na vas in vašo ekipo, gospod predsednik vlade, in iskreno hvaležen za vašo nesebično borbo. Zdaj gre za življenja. Slovenski kristjani teh dneh pospešeno mislimo na vas in molimo, da boste z Božjo pomočjo zmogli uspešno voditi in izpeljati vse, kar se od vas pričakuje
pričakuje. In hvala vam za ta nagovor državljanom. Močno vas O, tu je moja mati moja. Zvišali so plače ministrom, sekretarjem in tako naprej, valjda vsi ogorčeni, frka pizdarija. Sploh v tem času kdo pomisli na tako potezo? Janez Janša. Ampak potem se je on nekako izvlekel iz tega in je objavil naslednji tweet. Nihče ni zvišal plač. Za čase krize sem vse ministre, da se je njihove najožje ekipe uvrstil v možne plačne razrede. Enako priporočam vsem predstojnikom. Posodke so zaradi #COVID preobremenjeni. Kdor bo dvakrat obremenjen, bo za ta čas dodatno plačan. Povsod. Se pravi, on ni zvišal plač, on je samo najožje ekipe uvrstil v možne plačne razrede. Se pravi, on je sekretarje, ministre dvignil v najvišji plačilni razred. Beri, dvignil si plače! Kje je tu fora? Ampak ja, oni to znajo vse zapakirati v celofan in potem oni berijo, ja vidiš, da ni zvišal plače, on jih je samo premestil. No, gremo zdaj na tisto glavno tematiko in to je tisti video. To je ta nagovor, pa zdaj gremo malo skozi ta briljanten nagovor. Ta nagovor je en velik bla. Tako izgleda njegova scena. Samega začetka, vse od razglasitve naše neodvisnosti in od vojne. Prva stvar, ki me je najbolj zmotila, kdo za vraga ga je snemal in kdo za vraga mu ni rekel, naj se malo premakne na svojo levo, da je kompozicija na sredini. In na njegovi levi je več placa kot na desni. In me žucira. In kaj so te rože iz neke volne na mizi? Poglejte kravato. Kravato ima v barvah slovenske zastave in v barvah Evropske unije. Tako da lep kontrast. Dajte ga malo poslušati na začetku, kaj govori. Predsednik Svetovne zdravstvene organizacije je včeraj koronavirus razglasil za... Zaspiš? Ampak je takih malo bučk vmes, pa sem jih pokomentiral. Ja, še ena fascinantna stvar. Poglejte, kako drži roke. Tako. Ne razumem. Zakaj jih vsaj tako ne drži? Mogoče to protokol bo. Osebje je med najbolj obremenjenimi in požrtvovalnimi že v normalnih razmerah. Sedaj smo mi na vrsti. Ja, ampak vi ste dvignili plačo politikom. Ne njim! Jasno, zato so mnoge dobave obtičale pred administrativnimi in transportnimi ovirami. Države, ki so razglasile izredno ali vojno stanje, države, ponekod tudi lokalne oblasti, izvajajo zasege tovrstne opreme. Imam idejo, gospod Janša. Nabavili ste Patrije. Patria je vojno vozilo in glede na to, da je stanje po svetu vojno stanje, gremo s Patrijo po maske, gremo s Patrijo po razne stvari, ki jih trenutno potrebujemo. Evo, naj pride enkrat ta Patrija v uporabo. Rešujemo posamične primere, a položaj Dvignil je obe roki. Opreme končno Spet je dvignil roko. Blagovne rezerve Spet je dvignil obe roki. Podjetnikom, ki tudi v teh časih ohranjate proizvodnjo, zato iskrena hvala. Delavci in podjetniki, zahvalo, vse vam je. Zdaj so vse vaše skrbi, vsi vaši stroški odplačani, ne rabite več plačati, ne rabite skrbeti za vaš biznis, so ker se vam je Janez Janša lastno zahvalil. Pa to je to! In jim sporočam, da bodo vsi, ki so ali bodo dvojno obremenjeni, dobili tudi dvojno plačilo. Dvojno plačilo. Ljudje, kam z denarjem? Kaj si boste vi kupili grad, vikend v Dubrovniku? Vilo? Kam z denarjem dvojno plačilo bo, dragi moji? Prvič, zagotoviti vse možne potencijale za uspešen spopad z epidemijo in drugič, zagotoviti vsem vam in gospodarstvu finančno blazino. Finančno blazino? A smo pesniški? Mislim, kdo piše te tekste? Situacija ni rožnata, situacija je v kurcu in oni se izražajo pesniško, finančno blazino. A ja, vse bomo mogoče res rabili vsi blazino, ker glede na videno situacijo bomo hmalo brez služb, vse bo šlo v kurac in bomo res rabili blazino, da bomo lahko spali zunaj. Bravo! Da bo v Sloveniji zmaga. Čakaj, je to on zakašljal? Zmaga. Gospod Janez, da nimate vi virusa? Kaj pa bilo to? Veliko koristnega lahko naredimo zase, tudi v teh časih. Zakaj bi ne bi vi kaj koristnega naredili? Namesto sebi dvigniti plače, vsem? Za družino, za študij, za kuharske recepte, za opravila na vrtu ali njivi. Krnjivo si grem zdaj kupiti, ker je Janez Janša rekel, da lahko uporabim ta čas za urejanje vrta ali njive. Kdo proda njivo, napiše mi spodaj. Vsak izmed nas tako del problema, kot del rešitve.
Virus lahko širimo Virus ste vi. No in tako potem konča, gremo na konec. spet normalno živeli. Lepo pozdravljeni, ostanite zdravi in varni. Hvala, gospod Janez Janša, za ta prekrasen ganljiv govor. Ostanite zdravi, da bomo spet lahko nekoč delali pošteno. Pokličite kakšnega znanca, zorajte njivo ali vrt in dobili boste finančno blazino. Hvala, da ste bili z mano, upam, da ste se nasmejali. V teh časih se treba predvsem smejati, tako da dajte se imeti fajn še naprej, dajte ostati doma, žal. Čau!